In dame znate pa to lepo, znate emocije praviloma lepše izražati, začutite človeka, intuicija neverjetno. Ampak, če si zgarana, takrat ne boš čutila intuicije. Živjo, midve sva Lucija in Sara in ti gledaš, a lahko to ostane med nama. Andrej je holistični psiholog, pedagog in avtor 4 knjig. Danes bomo govorili o poženščenih moških, o nerealnih pričakovanjih, ki jih imajo ženske do moških zaradi socialnih omrežij. Reče se, da moški spoštuje žensko, kjer ga zavrne. Ali je ženska, ki je čisto v redu po naravi nedostopna, da ti kar reče 100-krat ne? Ženska, ko se ima rada, ne bo dala kar nekomu tam telesa v roki. Drugače pa verjamem, da ste ženske močnejše od nas. Smo morali primer, otroka roditi, moški ne more. V Indiji žensko smatrajo za boginjo sreče. Emocije nas včasih malo prevarajo. Moški ni dolžen delati, ampak zaslužiti. Jaz mislim, da smo v enem takem težkem umestnem obdobju, kjer se ful trudimo skupaj nazaj zbližati. Vsak od nas dobi točen partnerja takšnega, kot si zasluži, pa takrat, ko si ga zasluži. Zato je tudi en tak stavek lep prav, moškega probi razumeti, žensko pa probi rad imeti. Lucija, a lahko to ostane med nama? Ja, Sara, itak da. Lepa hvala za povabilo. Občutek imam, da bo zelo zanimiv pogovor. Tako da teme ste zelo lepo izbrali. Nisem avtor obeh knjig, eno smo prevedli s prijatelji. Okay. Plus včasih se kjer od pedagogov, psihologov glasi, jaz delujem kot pedagog, psiholog, drugače po izobrazbi sem politolog. Ampak sem pa videl, da bo treba nekako življenje vse izobraziti celostno, da ne bomo preveč tipali levo-desno, tako da tudi te teme raziskujem. Se pravi psihologijo, politologijo, pedagogiko, vse, kar prije človeku pravo življenje. Ok, the best. Da. Hvala, ker si danes tukaj z nami. Hvala vam. Za začetek midve vedno pripravlja neko vprašanje za razbit led. In kar sem tebe hotela vprašati je, ali bi se ta trenutek raje še enkrat rodil v ženskem telesu, ampak ohraniš vse izkušnje, vso teorijo, vse, kar veš o moško-ženskih odnosih, ali pa ostaneš moški, ampak zdaj le pozabiš vse, kar veš o moško-ženski dinamiki in energiji. In si pač neveden, kar se teh stvari tiče. Se pravi, ali, vprašanje. Kaj izbereš? Neveden biti ni zdravo, ne, na dolgi rok. Drugače pa, ne vem, moško telo mi kar ustreza, nekako se kar v redu počutim v njemu. En od mojih učiteljev rad reče, da je eno najtežjih rojstev se kot ženska roditi v teh časih. Spet v mladih letih je praviloma stvar zelo taka, kako ne rečem, obetavna, ne, mogoče direktno omenim, ampak z leti pa praviloma včasih postaja sploh zato, ker redko, kjer odnosi prosperirajo, tam po 30. in 40. letu. Če zelo hitro se izgorelost, stres, depresija pogosto tudi pojavi, sploh če ni in poslovno in osebno življenje porihtano, tako da jaz ne bi nič veliko menil. Zaprav razumem zabavno vprašanje, ampak jaz verjamem v naravne aranžmaje, tako da so zgori lepo zrihtali. Če bo pa kdaj treba še v žensko telo iti, pa bomo pa tudi to nekako. Ja, ampak zdaj tle se moraš ti za eno stvar odločiti, ker tle je to, veš, da mi malo vidimo, kako ti deluješ, kako, če bi se v neki taki nemogoči situaciji, zdaj se ne bo to zgodilo, ne okay. Skrbeti, nimamo čarobne palčke, tako čisto v teoriji, a se ti zdi pač bolj zdaj težko biti v ženskem telesu, pa pač vse te stvari veš, ali pač ostati tako, kot si, ampak pač nič ne veš. Pa lej, se pravi, moški tak praviloma, ko se rodimo, nič hudo veliko stvari ne vemo. Tako da to niti ni hudo hipotetična situacija. In tudi se vidite v praksi, da dekleta že pri mladih letih praviloma znajo, ne, poznam primere, kjer je pri 6 kosilo skuhala, znajo lepo za odnose skrbeti, vejo, kdaj tih biti, vejo, kdaj se upravičiti. V šoli se znajo obnašati, ko pridem kam predavati pravilno punca, vedno se zelo lepo ta kulturno, znajo tiho biti. Vsi mislijo svojega tega, ne, prši spet na manj zasoliti pamet. Drugač pa fanti pa skozi življenje zorimo. Tako da, težko odgovorim, sem veliki pristaš tega, da človek znanje uporablja. In ponavljam še enkrat, mi je zelo odstreza to, da imam moško telo, tako da. Je pa žensko telo zelo blizu, sploh neki, naprimer na lekcijah mojih veliko več žensk, na Facebooku ogromno žensk posluša lekcije, recimo v svetiščih raznih, v duhovnosti veliko več žensk, kar pomeni, da imate bolj odprto srce, tako da na dolgi rok sicer znanje, glavo je fino med polno, se je sicer preveč spet ne, sploh če je teoretično znanje. Tako da iz tega vidika, ne bi imel nič proti temu, da se v ženskem telesu rodim, sicer bi bil verjetno precej zadržan v odnosu z moškimi, zato ker nekako redko naletiš na to, da je zadeva celostno taka zelo v redu. Tako da, to bi bil moj odgovor. Kot politolog malo diplomatski odgovor, tako da. Tukaj si zdaj na koncu rekel, da redko naletiš na nekoga, ki bi bil celostno v redu, tu si mislil za moške? Na moške? Pa nasplošno, čeprav ne želim nobene krivice delati, ker soditi ni bilo še nikoli dobro,
Ampak prej smo že omenili to, da je sploh moški praviloma z leti zorijo. Tako da je treba kako desetletje pustiti časa, da sploh pri nas, vse same iz prakse verjetno vidite, da evo, jaz vsako jutro si recimo en tak znak narišem na čelo, ne, reče se temu tilek, pa sem še rekel, ali si ga pustim, ne, ali si ga zbrišem, pol preden ga na televizijo, zato ker sem rekel, da se spomnim, ne, s katero glavo ne bi človek razmišljal. V smislu, sploh za moške se rado reče, da ne, ali razmišljamo z glavo zgori, ali pa drugi deli telesa so aktivni. Tako da, tukaj evo na snemanjih, bil sem že parkrat v tem istem studiu na drugih oddajah, so tudi evo bili v studiu zelo zreli moški, tako da bi bilo grdo, če bi govoril v takih krogih, grdo v njih. Tako da je pa res, da praviloma, če bi mogli malo posplošiti, pa poudarjam, spet so izjeme, da pri nekih istih letih so večinoma ženske bolj zrele, če rečemo, emocionalno inteligenco. Zato so tudi praviloma bili moški vsaj 6, 7, 8 let starejši v zvezah. Ko sem predaval za eno zvezo prijateljev mladine, za Štajerce pred leti v Poreču, so do mene pristopile punce, tam 18-19 let stare, so rekli, Andrej, nam se pipa, to fantje, to nič kaj veliko, ne moraš si pomagati z njimi. Kar pa tudi jih lahko razumem, ker če se jaz v njihovo kožo postavim v tista leta, od pubertete pa do včasih to fino dolgo traja, res praviloma ne veš za sebe, iskreno. Ono sam telo te razmetava sem pa tja in je težko se na način začutiti samega sebe. Kaj šele ljudi okrog sebe? To se pravi, če bi povzela to, kar si ti rekel, pa me popravi, če zdaj to narobe interpretiram, ampak dejansko bi ti rekel, da je težko biti ženska v teh časih in da bi mogli moški bolj več delati na sebi. Redko, mislim, da vsi bi mi mogli delati več na sebi. Mi smo mogli, zdaj imamo izbiro svobodno, lahko živiš kot klukec, če ti paše. Je pa dobro tudi malo se izobraziti. Tako da, redko, kjere ženske naletijo že to, da imajo že od samih zgodnjih let res dobro okolje. Da imajo krasnega očeta, da so starši v redu, da so bratje, sestre v redu. Ker opazujete v praksi, sem pristaš strogo preverjenih stvari ali pa praktičnih znanj, da praviloma veliko globlje, intenzivne ženske doživljajo te emocije. To se vidi v tem, da naprimer na porokah, na pogrebih redko vidiš, da kakšen moški skupaj pade, pa to ne moreš kontrolirati tega. Vidiš pa pogosto, da damo se pa hitro, se pravi, emocije premočne. In zato veliko intenzivne večinoma doživljajo in žalost in kako hudo zamero, bolečino, še krat 9, sanskrit stari spisi učijo. In zato je dobro, da od samega začetka, da se s punco že res lepo dela, da je neka taka res, da je preskrbljena lepo. In to so praviloma osebe, ki na dolgi rok in delujejo mlajše napram ostalim in srce odprto. Tako da je pa to danes poudarjam redek luksus, sploh na zahodu. Jaz se sicer zelo veliko družim z osebami iz pod narekovaj duhovnih družin, kjer imajo ljudje neko tradicijo, neko kulturo v zadnji, neko osnovo in se zelo fajn počutim v takih krogih. Prej si omenil predavanja, pa tako nam mogoče lahko sem mehno otipljive, kakšen naslov poveš ali pa kakšno temo, o kateri tako predavaš ali pa najrajš predavaš? Najrajš predavam teme ženski in moški, karkoli povezano s tem. Imeli smo pred dnevi naslov tradicionalna ženska, pa imamo ženske so z Lune, moški so z Marsa. Drugače največ govorim na teme, kako čustvo vpliva na bolezni zdravja, na teme psihosomatike. To sem hotel že prej omeniti, ko sem me vprašala malo za moško žensko naravo. Točno vidiš, če ima oseba bolj razvito v sebi žensko plat bolj, je večinoma glava malo bolj na levo stran nagnjena. Če je na desno, je to znak, da ima malo bolj moško energijo razvito. Je odvisno, katero stran gledaš. Jaz sem imela zdaj na desno. Ok, tudi, ampak to je nasplošno. To glej, ko se gre za dokumente slikati, tam gledaš naravnost, pa se vidi avtomatsko, da je malo na levo ali pa na desno. Jaz se vedno tako, da je ta moja stran bolj, ki mi je lepša. To pa s tem tudi povezano. To s to punco imate s tem telesom povezane. Tudi vidite, telo se nas skozi spreminja. Zdaj tega smo moški veliko bolj samostojni napram žensk. Mislim? V smislu, vi se sekirate, večina, čisto vse ne, ampak tam kakšni so nohti, pa kakva je frizura, pa mozoli, pa obseg kolku, pa obseg, koleno, pa mišična masa, pa ko so nam še čas merili, ta je bila kožna masa. Večinoma je moškim sploh z leti praviloma vse. Smo se take rodile ali so nas take naredili? Eno in drugo. Okay. Eno in drugo. Tisto ali geni, ali družba, to je spet malo črno-belo, svetni črno-bel, tako. Pa imamo predispozicijo, da se za nohte sekiramo, še slabše pa, ko smo gli zdaj letle. Še slabše na kak način? Ja, da nam svet govori, da se sekiramo za te stvari, ne? Ja, veste pa naivno, kar poslušate. Praviloma tudi, če vidite marketing, v največji meri predvsem za ženske narejen. 80% teh splošnih trgovin.
ne, zobno ščetko kupiš, ne, vse, kar je nekako na emocije. To vidite že pri moških. Moški praviloma, če bo lekcijo poslušal, ne, ali takle z glavo posluša, ali si srce zaščiti, ne, dame praviloma veliko bolj tak z emocijami. Vete pa sami, da se same bavite z marketingom, pa še s čim, ne, da marketing pa poskuša predvsem ne ravno razum človeku aktivirati, ja, ampak poskuša aktivirati od tukaj navzdol, ne, tako da od... Drugače, zdaj, ko si to rekel, da je marketing za ženske. Mislim. A se ne, drugače, ful dober point. A pomislil na uno reklamo za deodorante za moške. Pač oni so ugotovili, da jih morajo marketirati ženskam, ker prvo bojo itak verjetno ženske kupovale te stvari za moške, sploh če pač so pač v partnerskem odnosu, in so potem začele pač te seksi moške, ki so I'm on a horse, I'm under the shower, bla, bla, bla. In pa imajo pač to reklamo za deodorant, ki je za ženske narejena, ne za moške, čeprav je moški produkt. Tako da dejansko... Se vidite, da je vse za ženske narejeno, zato ker sploh moški, če je inteligentni moški, ne boš ga mogel kar tako trgovino spraviti. Res tisto, kar nujno rabi. Zdaj, če so pa drug fokus, je pa stvar malo problematična. Ker evo, opazujte, za razliko od moških pri ženskah se praviloma nikoli razum ne izključi. Zato redkeje pijete, redkeje drogirate, redkeje fizično, direktno varate. Se razum ne izključi. Pri vas se nikoli ne izključi. Ladan primer, ko greste kam, recimo v savne, v toplice ali pa kam, res na dopust, ko praviloma lahko izključi, odpikaš, ne vem, fakulteto, lahko malo odpišeš neke stvari, ne. Večinoma, zelo pogosto večina vse še takrat, ne vem, razmišlja o otrokih doma, pa o marmeladi doma, pa če je prav parkirala. Vidiš, moški je lahko zapufan, kdaj skregna za vsemi, amputirana noga, ta druga noga, ampak bo lepo nekam se bo telo uživalo, bo vse pozabil. Opazujte to. Opazujte. Zdaj bojo ljudje rekli, pa kje ste se vi zdaj našli, tle delate razlike med moškimi pa ženskami, mi smo vsi enaki in enakopravni. Pa smo enakopravni. Mislim, ampak razlike so, ja tako. Ne vem, povej. Pa so fizične razlike, jaz grem na stranišče praviloma, nekako je za moške je ena taka zadeva drugačna. Bi bilo punca malo nerodno tistem gor verjetno sedeti. Ne vem, lahko se tudi proba. Pol za otroka, če hočem jaz otroka roditi, bi se mogel fino namatrati. A ja, to zdaj govorimo prav telesne. Mislim, telesne in subtilno telesne. Subtilno. Ampak, mislim, če komu ni to bliz, jaz ni potreba o tem govoriti, ampak jaz upam reči, da je tudi to, da sploh v teh temah današnji svet debatira, da je to znak ene zelo take nizke samopodobe žensk. V smislu tega, ker ženske ni treba nič početi, nobenih rekordov podirati nič, sam preprosto bodi to, kar si. Bodi to, kar si. Ampak tudi razumem, da kadarkoli se pa praviloma ženske v take zadeve malo bolj, rekel zataknejo, ampak angažirajo, to je večinoma znak tega, da niso krogi, kjer so zorele ali pa kjer so rasle, da niso bili zdravo podporni. Ali se je mogla dokazovati komu, ali je bil oče zelo nezanesljiv, pa to so praviloma neke take zelo splošne tudi psihološke zadeve. Drugače pa verjamem, da ste ženske močnejše od nas. Smo morali primer otroka roditi, moški ne more. Naprimer, emocionalna inteligenca neverjetno praviloma pri dekletih. Vojne tudi, če vidimo vojne, večinoma redko vidiš, da kakšna ženska vojna začne. Praviloma se tam mi streljamo čisto nepotrebno drug z drugim. Ne? In je v glavnem, tukaj vidite, mi smo taki kljukci, lahko splošno ljudje, ali pa lahko za sebe rečem, evo, da pred 30 leti bratje, Srbi, Sloveni, to je ta Balkan, dan prej so ga skupaj žurali, pa tam nek odlok prišel, da je treba zdaj začeti se pokati in smo že bili z vilom pa z grablom drug pred drugim. V teh cajtih pa že moški, ženske, vidite, taki idioti, lahko za sebe rečem, ne govorim to za druge, taki idioti smo včasih, da dobesedno, zdaj že moški pa ženske, vidite, med sabo tekmujemo. Ta določeni krogi v svetu pa lepo na račun tega živijo. Jaz poznam osebe, ki so srečni v družinskih odnosih, pa to ne pomeni, da je moški boki batina, ona tam je pa tam nekje v čošku, ampak on točno ve, da ima poleg sebe v Indiji rad potujem, v Indiji žensko smatra za boginjo sreče. Lakšmi, Sopomenka, tam imate tudi par studijev, sem videl, Ananda pomeni sreča, tam malo naprej. In je moški, ki to vejo, bo ekstra lepo dela za žensko. In zato verjamem, da je to znanje, ne to neka teorija, to, kar v šolah včasih, vse to je vse dobro, brat pisati, znati v redu. Ampak jaz, ko sem opazil sam, kak sem neizobražen, sploh na teh področjih odnosov, moška, ženska narava, pa napravim tukaj, da so stvari črno-bele. Ampak nakratko bi lahko povzel, da včasih so ljudje malo krivično ignorirali spol, so bile vse punce, so bile avtomatsko za gospodine, čeprav vidi se vama, ste take, poznate Ivana Orlanska arhetip. In tudi na moje lekcije večinoma takšen profil punc hodi, ki so, ali pa Ksena, princesa, je bila včasih en film, serija.
So punci, ki imajo zelo izraženo to naravo vodstveno, lidersko, športnice, recimo, ne vem, ravnateljice, direktorice. In ne moreš taketi nekam zapreti tam, pa firtovo grdati, pa ono ne smeš iskati. To bi bila neumnost. Ne, ampak danes delamo pa to, da pa spol ignoriramo. Hvala Bogu, tudi v šoli, vidite, precej upoštevamo naravo človeka, poznate, je treba darmo svoje najti svoje poslanstvo, ampak je pa tudi spolu treba to malo prilagoditi. To v praksi pomeni kaj? Da razne ženske, ki imajo tak profil, ki so res športnice po naravi, tako ono dela, izzive, stres, velika večina ostalih žensk, pa popravite me, ali pa opazujte, evo, če se motim, naravi hudo veliko stresa v življenju. Evo, vaš kak je, montažer, ima na roki napisano, da je, v smislu sem ga vprašal, kam imaš to neko kodo gor, je rekel, da ne bom ga zdaj natančno zdaj citirati, ampak da se spomne, da izzive išče v življenju. Da ne bo preveč v zono obdobje padel. 80-90% žensk, to se znak zelo inteligentnega moškega. 90% žensk večinoma rabi dober odnos, da sem na način, da imam okrog sebe ljudi dobre, da sem zdrava. To je to. Imaš pa pol mali procent, ki pa se, jasna stvar. Ja, pa po moje še polovica nas, ki tlele smo, nismo glih najbolj, pač moramo, velikrat je treba v življenju za sebe poskrbeti, pa delati, pa tako, Razumem. In pol smo pač šefice, pa direktorce, ampak čisto resnic, po moje polovica nas bi tudi zelo trajala v nekem dobrem odnosu, brez stresa. Pa jasna stvar. Jaz sem, sestro mlajšo, točno pri njej sem videl, kak je pravo doštudirala. Tudi pravo, sploh en faks, kjer je največ, recimo tudi neke te, ali pa je dosti dokazovanja, pa tempo. In se je videlo, sama mi je rekla, ko je bil COVID, je rekla, le zelo, ko sem doma, ko ne morem iz hiše iti, koža super, lepo, prav fajn se počutim. Prvo vem, ko bom šel na faks, spuščaj, in točno to se je zgodilo. Tako da, zato. Sam to se sploh ne moreš izogniti temu v življenju. Se lahko? Napoleon je rekel, da je nemogoče beseda. Ja, sej jaz razumem. Razumem. Tako če stres del življenja. Tudi evo, prijateljeva žena, da bom prav rekel, imela sta 6-krat nosečnost, 3-krat rodila, se pravi sigurno močen stres, ob spontanih ali pa ob splavih. Ampak lahko se po nepotrebnem stresu izogneš. V smislu tega, jaz tudi po šolah, ko že predavam, punce 7, 8, 9 razred, sploh punce spodbujam tisto, kar rada počneš, počni v življenju, da ne boš tam nekaj gagala v nekih turnusih. Razen zdaj, če greš za doktorico, gasilka ali policija, se razume, se žrtvuješ za druge, ampak če si pa v neki proizvodnji delaš 8 ali 10 ur na dan, na dolgi rok lahko praviloma pozabiš na zdravje, po nekaj 30 letu, skoraj sigurno, na izgorelost, kakšne migrene močne, najverjetneje pridejo ženske bolezni, sploh pa na srečo odnosih, ker moški ne rabi tam enega skurjenega, zmatranega, pridnega, ampak zmatranega človeka. Ampak praviloma bo sploh inteligenten moški iskal neko osebo, s katero bi lahko lepo fajn odnose gradil, ki bo mama znala tudi dobro biti. Pa poudarjam to, da je večina žensk bi bile 4 do 6 ur v službi. Ne bi bilo nobena sam doma. Zato včasih narobe, da so bile sam doma, danes narobe, da je toliko treba se. Zato tudi viš, če imaš če imaš znanja dost, v smislu pa reči, tem dodana vrednost, boš tudi v 2-3 urah na dan zelo veliko naredil. Kako bi pa svet, tako ko je zdaj recimo prilagodil malo tako bolj, da bi ustrezal še ženskam in hkrati moškim? Ne vem, kakšne so neke ženske lastnosti, ki nam tle zdaj prav pridejo, pa jih lahko gojimo, pa bi jih lahko tudi moški bolj opazili ali pa svet bolj opazil. Razumeš, kaj ti sprašujem? Razumem. Kaj so neke moške pa ženske lastnosti, Ja. da jih izpostaviš nekomu, ki zdaj nič ne ve recimo o tem? Moški ne bi sploh bil, opazujete v praksi, da če ima moški cilj v življenju, če ima nek res cilj, visok cilj, v smislu, da ne sme biti niti cilj samo, jaz sem imel cilj športnik biti, pa sem imel poškodbe v srednji šoli, gimnaziji, šport na zbolu, sem imel probleme hude, leto, 2 sem komik vse prišel, ker je bil cilj odvzet, zdaj pa na pojas ležiš, kaj za narediti. Če ti cilj samo odnos, lahko reče, je lepo imeti cilj, lep odnos, ampak spet se nekdo malo premisli ali pa čas naredi svoje, recimo bolezni, smrti, si lahko spet v šoku, lahko tudi pristaneš kje nekakšnem v težkih stanjih. Zato imeti nek cilj, sploh za moške, ekstra važen cilj imeti. Jaz rad tukaj menim, recimo Pedro Opeka, poznate, moški, dela krasne stvari na Madagaskarju. Nik Vujčić poznamo, nima rok, nima nog, vidi ga, po svetu. Imamo tle še druge, Novak Djokovic, krasne stvari za moj okus, šir pa deli. Pa ne rabi nihče od nas rekordu podirati v smislu tam, ampak preprosto biti pošten, dober, srčen, to je že čisto v redu. Pa že pri moškem, preprosto, da se uči, da se razvija v življenju. Že to je super. Že to je super. Pa predvsem ne bi moški varnost dajo drugim. Zdaj varnost imamo na nivojih večjih, imamo lahko varnost na tem nivoju mišice, kar ni lih,
pride eden, recimo, ki ima tudi varnost, ki zna pomiriti ženo, ne, bo takoj žena opazila takšnega, ki je malo bolj tudi emocionalno zrel. Ne, pa če eden ima pa še duhovno varnost, pomeni, da se v življenju ne boji stvari, da ve, da ne bo nikoli nobenem od nas nič manjkalo. Če si aktiven, je pa to zmaga. Zato moške naj bi predvsem glavo pa emocije, to nas ženske znate boljš povezovati, napravim večina nas. Tu, če ste pozorno, točno vidite pri moškem, kdaj na nivoju razuma, pa kdaj na nivoju emocij deluje. To zelo hitro vidiš. Ne? In dame znate pa to lepo, znate emocije praviloma lepše izražati, začutite človeka, intuicija neverjetna. Ampak, če si zgarana, takrat ne boš čutila intuicije. Ko si spočita, ko imaš lepo mir, lepo, ko se uležeš v bano za uro, 2, 3, takrat, ko ni pritiska nobenega, takrat intuicija sploh ženska fajn deluje. Tako da, bil sem pred leti na enem sestanku za društvo, kjer ga vodim. Videla se je gospa neverjetna, tam nekje 40-45 let, takrat imela, vidi se neverjetna oseba, pa sem jo vprašal še par stvari takih osebnih, kako funkcionira, in jo vprašal, kako ti doma, oziroma kaj če tukaj le šef sliši tvoj, kaj se meni, to ni službeno, da te ne bojo odpustili. Me tako samozavestno pogleda, reče, Andrej, ne morejo brez mene. V smislu tega, da oseba, ki je taka nežna, mila, hkrati pa zelo pametna. Ne zdaj nekdo, ki se da izkoriščati. Če tako osebo odpustiš, to moraš biti. Otroci rečejo kuku, tudi za otroke velik delo. Tako da, predvsem pa puncem bi to rekel, da začni se zavedati tega, da sploh danes je v predavanje, so velike, pustimo zdaj neke te strogo finančne stvari, ampak ogromno predavanj se mehke veščine uči, mehke veščine. To pa že po naravi pomeni, če pogledaš v publiko, praviloma same ženske, tudi na mojih lekcijah, pa na 2-3 je tam zelo tudi zreli, čustveno zreli moški. Tako da lepa teme. Podcast podpira Skin. Si za varnost in udobje, ampak sovražaš kondome. Pol imaš 2 izbiri. Riskiraš brez ali pa uporabljaš Skin. In midve ziher izbereva Skin. Niso narejeni iz lateksa, ampak iz poliizoprena. To je material, ki je tanjši, bolj udoben, pa nima onega smrdečega vonja po lateksu. Top je za vse tiste, ki imate alergijo na lateks, ali pa samo za tiste, ki bi radi seksali bolj udobno. Pa zaradi tega, ker so tanjši, se tudi toplota lažje prevaja čez in je bolj realističen občutek. Tako da, ko greš enkrat na Skin, ne greš nikoli več nazaj na navadne kondome. Dobiš jih po vseh večjih trgovinah v Sloveniji ali pa na pitva.si. Jaz sem hotela s tabo govoriti glede določenih stvari, ki jih jaz večkrat zasledim na TikToku. Kot vsi tle vejo, imam jaz problem s tem, da sem preveč na tej aplikaciji, ampak se mi pa zdi, da je to nekaj, kar drugi konzumirajo in se mi zdi, da za današnjo mladino družbeni mediji oblikujejo dobesedno. In zelo velikrat slišim podobne stvari, kako se ponavljajo. Recimo imaš ženske, ki dajo nasvete drugim ženskam, kako se morajo obnašati, pa kako moški delujejo in jih učijo, kako zdaj biti v odnosu ali pa kako skoraj zmanipulirati nekoga, zato da bo ta odnos čim bolj tebi uprit. In obratno imaš potem moški, ki razlagajo moški in kako ženske delujejo in kako se morajo do njih obnašati in gor dole v desno. In bi jaz ene par teh, ki jih večkrat slišam, pa ki so jih sigurno ljudje že tudi kaj druge slišali, da jih ti malo pokomentiraš. Prosim. Okay. Recimo, moški so po naravi lovci in ko enkrat dobijo to, kar hočejo, te odpikajo. Zato moraš biti čim bolj nedostopna in skrivnostna. In zaradi tega posledično tudi se ne priporoča, da ženska naredi prvi korak, ker jo moški ne bo nikoli potem spoštoval. Pa to ima smisel, ne? Sicer jaz sem tudi veliki pristaš tega, ki ste me prej vprašali tudi na začetku, ne, moški, ženska. Čisto iskreno, jaz rad nekako probaš iz srca ali pa iz duše, eni reče, živeti tako, da niti ne gledaš zdaj moški, ženska, ne, ampak da preprosto, da je človek bodi človek. Drugače pa na teh nivojih od moški, ženska, pa to, kar ste rekli, najverjetneje drži. Ne bi reč cel svet o tem govoril, lahko iz moške pozicije omenim, da poznam primere, kjer je dober prijatelj prišel, malo je spil, zelo dober dečko, ampak je pred leti malo spil, da se treme znebil, prišel do punce, ki je danes njegova bodoča žena, in je rekel, malo hotel za klepetacijo, ona je bila zelo brihtna in je že takrat vedela, da bo to njen mož, in je rekel, daj, pet vrniti, ne zale, ker sem pijan si. In on se je res obrnil, bilo mu je fejst narodno, nekaj 2-3 tedne je tam, malo se je izogibal, bila sta v istem študentskem domu. Pa je pa tudi ona dojela, da je skužil on, da je kak z njo delati. In tudi v tem času je zelo, reče se, da moški spoštuje žensko, kjera ga zavrne. Moški tako žensko spoštuje.
če ga Pravzaprav zavrne. ti bi rekel, da je to dober nasvet, da to se pravi, Jaz imam težave. Vidim, ja, nekaj Veš, škodihaš. kakšne imam jaz težave? Da Ej. jaz tu kot... Jo, jaz se počutim, da sem danes center tega studija, ampak prevzela si bom to pravico. Ker vse ste domačinke, tako da. Jaz tu čutim, tako nekako not globoko v sebi čutim, da je to vse resnica in da bi jaz rada, da nekdo zame skrbi in da ne bi rada garala in da se ne bi rada stresirala in tako vse. Ampak v resničnem življenju pa nekako ne morem to v prakso prenesti. Nekje Ja. se mi nekaj zatakne. Ja, Pa zaupanje ni. tudi čutiti ne morem v resnici teh stvari. Zato, ker nimate še izkušnje take. Jaz, ko sem bil mlajši, ko sem bil star 12 let, sem imel zdaj DJ, ker sem hotel kaj povedati, sem tak. Da bi me takrat povabil takle studio, pa to ni variante, to bi ali bi zalil, ne. Pa, ko priješ pa med ljudi, ki imajo res veliko srce, ki imajo izkušenj življenjskih neverjetno veliko, takrat pa naravno se zadeve odprejo. Zato sem prej poudaril to, da to točno, ko vidiš, da oseba precej, to je znak, da je ženska razumna, da je skeptično gleda na to neko to moško vodenje, če vidiš, da je ono, če nekako ne vemo, glih kam gremo velikrat. Ne, zaradi tega med ljudi dobre prehajati. Ja. Ne. Recimo, če bi neka ženska, jaz pred 10 leti tu prebrala na TikToku, ne bi rekla, ok, naslednjič, ko me nekdo odgovori, moram jaz reči ne. Pa bi šla ven, bi me nekdo odgovoril in bi se jaz celo telo prepričala za to, da bi rekla ne, v resnici bi jaz hotela reči ja. Ne? Razumem. Ampak tle je pol nekaj narobe zdaj. Veš, kaj je narobe? Mislim, narobe v smislu, večinoma vsak od nas, sploh za punce to velja, da je praviloma samo podobo svojo na bazi tega bazira, na bazi osebe, ki ti je najbližje, pa ki te ima najrajši. In če oseba, ki je punci najbližja, to večinoma ali oče, ali kak starejši brat, ali nekdo od družine. Če je tukaj, mogoče najbolj. Jaz sem že od malega, sestra je mlajša 11 let, sem rekel, da te ne vidim, daj kje delati, v kakih čudnih okoljih. Imaš 2 brata starejša, oče zelo zrel, sposoben. Plus, ko so že tudi drugi govorili, sorodstvo, kdaj boš kazga domov pripeljala, sem rekel, da ne boš slučajno kjer ga domov vozila, da te ne vidim, da kjer ga domov voziš. V 15-16 letih. Ne vem točno, kak je noter delala, ampak je danes izrazito, verjamem, zadovoljna z življenjem. Ni imela nekih izkušenj čudnih, ki praviloma poškodujejo zaupanje človeka, sploh pri punci. Tako da, drugače pa lej, notranji konflikt, vsi poznamo, razliko med umom našim ali pa naše želje. Veš, ko se moramo mi prepričevati, da smo nedostopne. Ali je ženska, ki je čisto v redu po naravi nedostopna, da ti kar reče 100-krat ne? Ženska, ko se ima rada, ne bo dala kar nekomu tam telesa v roke. In čist direktno rekel. jaz moram tle še nekaj dodati. Pač v tej specifični situaciji, ki si jo ti omenil, ona je njega zavrnila zato, ker je on prišel do nje pijan. In ona je njega videla in je bila tako, kaj bo zdaj on tle men, neki je cel pijan. Koliko jim ženskam se pa da ukvarjati z nekim tipom, ki pride do nje na zabavi, pa je neki pijan, pa hoče zdaj tam neki biti. Ni bil fejs pijan, on je bil samo, mal je bil tak, ona ga že prej poznala, kot zelo dobrega človeka. Ampak je verjetno, ugibam, nisem je to vprašal, ampak sklenila, da ni tole mogoče najboljši način za začeti dolgoročno zvezo. No, vse to. Pač mogoče tudi, če bi on do nje pristopil v neki drugi situaciji, ki ne bi bili na neki zabavi, pa ga pil, mogoče ona ne bi njega zavrnila prvo. Veš, da ga ne bi. Tako da pol tukaj ni zdaj pravilo, da mora biti ženska nedostopna ali pa da bo moški žensko bolj spoštoval, če bo nedostopna, ampak je bila mogoče situacija tukaj samo neprimerna. Nedostopna mogoče ni najbolj primerni izraz, mogoče bi tukaj bil bolj primerni izraz, da je dobro s tem, da ne damo prehitro dotika ali pa fizične bližine moškega. Aha, ampak na zmenek pa lahko gremo. Če nas nekdo vpraša, greš na zmenek, lahko rečemo ja, ali moramo pa to prvič reči, ne pa šele drugič. Prvo rekla si moramo, vete, kako samo ne umreti je treba, pravijo pa še to, se da bo izogniti na dolgi rok. Mislim, delite, kar vam paše. Jaz poznam ženske, vidim, da vse, kar želijo, to je tudi knjiga, lepa zgodba, tam svobodno izbiro želijo. In tudi, ko ženska večinoma vidi, da ima poleg sebe enega, ki včasih celo še malo boljš ve, kukor pa, da naravno začne zaupati. Zdaj, če boš pa ti poskušal, se to za vse nas velja. Če poskuša eden tebe pa direktno pod svoje okrilje dobiti, ne boš, jaz osebno ne bi nikoli tako od nas šel. Tako da hodite na zmenke, ampak pametno bodite. Ampak pol se v bistvu te ženske lastnosti najbolj izrazijo v odnosu z moškim, ali kaj? Ali zakaj mi že same po sebi, zdaj, ko smo samske tle delamo, pa garamo, pol, ko bomo pa enega spoznali, bomo pa ugotovili, da se mu lahko prepustimo. Zakaj nisem jaz prepuščena že od rojstva, če sem ženska? Zato sem ti omenil, ker očetje pa družine niso. Aj drugače bi pa bila, če bi me doma dobro merkali. Pa mislim, zdaj to je špekulacija, ampak najverjetneje. Jaz poznam familije, ki lahko osebno jih spoznate, pa boste videli, da
direktno take punce celo, ali pa fantje isto celo puberteto preskočijo. Ja, praviloma osebe in fantje in punce, še posebej punce, ker je od samega začetka, od rojstva to pomeni, od nosečnosti bom še bolj prav rekel, da je res neko varno, celostno okolje. Lahko naredimo to test, da ne bomo lufto govorili, točno vidiš pri ljudeh, kot taki čist druga, kot pa pri klasično populacijo. Zato je tako dobrodošlo, verjamem, da se res, to pa sploh mediji, komedije celo, filmi, muzika, nekako niso bili hudo za družino. Ker kadar je družina močna, takrat je moški motiviran, ženska zadovoljna, otroci sposobni, trgovina pa prazne. Zato je tukaj, ne bi bila sploh vloga zaščite moškega, da tudi znamo prepoznati te družbene pasti. Družbene pasti, ker danes pa redko, kjer se temu posveča. Je več vzrokov za to. En od vzrokov je velike materialne potrebe, praviloma družine, tukaj ženske malo bolj, ponovadi so bolj v spredju. Moški večinoma lahko živijo, jaz imam veliko prijateljev, niso poročeni, to živijo praktično pasja uta malo večja. Nobenega problema, lepo, hladilnik noter, pa še to ne rabiš pozim, tako da se da marsikaj narediti, če so ljudje inteligentni. Veš, kaj jaz čutim, da je to resnica, da kakšni so vzgibi, da ženska nekmu moškemu, ko ga prvič vidi, reče ja, okay? Ko je povab na zmenk, recimo, nič tako seksualnega, ampak tako, ali pa seksualnega, dajmo raje seksualno. Kakšni so vzgibi, da bi jaz njemu rekla ja? Se pravi, hočem ljubezen neko čudno, hočem varnost, pač vse neke, pač ja, ampak od njega ne morem dobiti, to sem hotela povedati, od nekega neznanca, tazga. Ni zares ta vzgib, da bi jaz hotela sebe nekomu podariti in da se mava rada in tako, ni tak lep vzgib. Vsak razlog za ja, za neznanca bi bil po nekem manjku men. Tako jaz čutim recimo velikrat. To je zelo lepa introspekcija. Ja. Ampak zdaj smo šli tle ful v ekstrem, da te nekdo povabi na seks, ker pač sej to recimo tudi upam, da bomo prišli do tja, sem eno zgodbo vključila, kjer je ena ženska glih čez to jamrala, da moški dan danes sploh ne znajo komunicirati, sploh ne pristopijo do tebe, da bi te povabili na zmenk, ampak samo hočete povabiti k sebi domov na seks. Ampak pač to ni to, kar mi hočemo, pa o čemer govorimo. Tukaj recimo tudi tvoj primer je bil, ko je on ni njo verjetno povabil oziroma pa seksati, ampak je hotel najprej jo bolj spoznati in to. In tukaj zdaj jaz ne vidim, meni se pa to, recimo jaz na to gledam, ker zdaj se kar neke igrice bomo igrali. Zakaj ne bi bili vsi iskreni? Recimo, jaz sem tebi všeč, ti si meni všeč, greva na zmenk. Zakaj bom jaz zdaj se tle delala neko nedostopno in da boš me ti lovil in da mi boš ti dokazoval, da me hočeš na tak način, da se zdaj mi do tle greva neka izmikanja in zdaj bom računala, kdaj ti lahko rečem ja. Pač meni se to zdi taka potrata časa in energije, če bi lahko ti ves ta čas in energijo vložil v to, da se spoznava. Pač dej jasno vedeti, da sem ti všeč, malo se potrud seveda, dej me probi spoznati, pogovari se z mano, pač bod nek inteligenten sogovornik. To je težko. Ampak ne pa, težko je res najti to. Ampak meni se to zdi najlepše, da nekoga spoznaš, s komor klikneš, se spoznavaš in se potem greš naprej v svojem tempu, kakor vam odgovarja. To si zdaj film opisala, se pravi, to zdaj lahko film posnamemo. Ja, to je bilo moja izkušnja. Pač meni se je to zdelo fantastično, meni je bilo čudovito zaradi tega, ker sva si bila všeč in je dal on meni to, on nikoli ni dal občutka, zdaj moram pa jaz ugibati, ali on hoče se dobiti z mano, pa videti z mano, pa je bil on kar neki, ni imel časa, pa jaz sem bila pa, ne morem zdaj, pač tudi če nisem mogla, sem se vzela čas, pač meni se zdi, da če na začetku ti je nekdo všeč, boš najdel način, če ne ti pa ni dosti všeč. Ja. Sva zaročena zdaj. Super, pač, zato pa in vidiš. to je bilo meni je bilo to tako svež vetrc. No, če ne, vidiš, si se z nečem zaslužila. Mi ni zanimivo, a veš. Zato pa le jaz sem, vse, kar si rekla, jaz sem s tem, da na dolgi rok je včasih ni najbolj če prehitro prije do spolnosti. Kar sicer danes v tej družbi to govoriti, je malo nerodno, zato ker preko filmov dobiš druge vtise, preko družine že včasih malo te zadeve človeka usmerjajo, tako da pogosto moška psiha res tako dela, da sploh, redki primeri so, kjer na dolgi rok to prosperira, drugače pa na dolgi rok hitro moški tako nezainteresiran postane. Sploh, če ni tudi neke te stimulacije. Lovc lahko damo v smislu tega tudi malo pogledati, ker da mora biti nekaj novega tudi biti. Ne, če se osebe izobražujeta, knjigo bereš, je tako nekaj novega. Si kot druga oseba, ko si bila prejšnji teden, lahko tako malo čudno rečemo. Ne.
Zato je dobro tudi na nivoju kompatibilnosti, če na nivoju razuma ste si dva kompatibilna, super. Če ste se sam na nivoju recimo spolnosti, na dolgi rok to ni varianta, da stvari prosperira. Tako da jaz sem tudi pristaš velike iskrenosti, ne. Ampak opazujte malo tukaj, pa sprašujte punce, ne, ki so bile zelo iskrene do nekoga, ki je prišel sploh. Praviloma, če ti nekdo telesno že tako všeč. Zato sem dal primer, da je težko imeti inteligent pogovor s strani moškega, ker večinoma, če je močna privlačnost, pri moškemu razum izklopi. Da sem dal prej ta primer. Ali glava, ali pa. Tako da, to je redek luksus, tako da upam, da, in pa verjamem, da da je to zadeva na dolgi rok, da grejo stvari skozi. Veš, ampak sploh s časoma, zdaj sem en pregovor prebral, pravi, da je ni ljubezni, ki je zakon ne ohladi. Najmalje judovski ali kjer pregovor je. Zato je tudi tukaj, bi bilo super, da naravno smo iskreni, smo radi, ampak če ima res človek tukaj v sebi te lastnosti, zvestobe, dobrote, super. Drugače pa, sploh v tem svetu, kjer tudi Wilde je rekel, Oscar Wilde, uprem se lahko vsem razen skušnjavi, ne, ta svet pa skus neke skušnjavice take ponuja in je velika umetnost odnos zadržati skupaj. In tukaj večinoma, tudi saj moja izkušnja taka, da na lekcijah pa praviloma sploh ženske v to energijo vlagajo. Ker moški praviloma zelo hitro postane tak, zdaj pa jaz sem dobil, se pravi, ženo imam lepo, fino, smo to zacahnali, domače zastava tle, ne, visi naša, ne, dinastija. Tako da, ampak to pa tako nas vse življenje uči, ne, vsakega s svojim tempom, ne, vaje dve mene. To, kar si rekla prej, mi je bilo zelo všeč, tako da je praviloma, vidite tudi, kdaj telo kaže znake tega, da da je moški ali pa ženska postane, ne. In je tudi sicer meja jasno nekje pri 18 letih postavljena, ampak je večinoma veliko prej že tudi v človeku so neke te tendence po odnosu, saj po blizosti, po komunikaciji. Zato recimo sploh v nekih državah prav ločeno, sploh po puberteti fante punce vzgajajo, ker vejo, da sploh pri fantih se včasih povsem ustavi sploh učenje, spoštovanje, odgovornosti, ko enkrat pride do blizosti. In hitro postanejo ali ostri, celo nesramni do punc. Zato je tako važno, da je vsak od nas raste v krogu, kjer res čutiš dobroto pa ljubezen. Vsak. To pravo. Viš pa tudi, nam so pa ljubezen na zahodu sploh pravim, precej poenotili s poželenjem, lahko tako rečem. Ne? To, kar danes nam praviloma mediji predstavljajo kot ljubezen, to je za moje pojme ljubezen, neverjetno žrtvovanje, vse je del tudi ljubezni, se razume, intima, blizost. Ampak so nam to malo drugače zapakirali. Ne? In mi smo na to finto padli in na en način skozi malo lačni po svetu hodimo. Zdaj treba skozi svoje srce filati. Jaz brez, da sem v družbi z ljudmi neverjetno dobrimi, ljubeznivimi in modrimi in dobrimi, pa to se ti že parkrat malo zasoče. Ja. Tako da Ful mi je dobro, ker se mi zdi, da ti res prineseš ta moški pogled, ampak bi jaz le še enega ženskega dodala, pa bi se vrla spet nazaj na tisti del, ko ta moški lovi žensko in potem ona reče ne. Se mi zdi, da če zdaj to preveč promoviramo ali pa propagiramo, potem moški dobijo občutek, da če ga ženska zavrne, ga ona v resnici si želi. In on mora zdaj sam še 100.000-krat je vprašati in silati vanjo in se kar ženska imamo potem... pa rade vztrajnost. Odvisno od koga. Ja, se tu, če nam To je je všeč, bomo problem. imeli rade, če nam pa ne bo všeč, bomo ga pa to. prijavili na policijo. Točno to. To. In tle je potem glih ta problem, ker če se potem mi zdaj gremo te igre, kao ga bom zavrnila, bo on mislil, ona me sam hoče, jaz si moram sam težiti. In pol ti gre tam na živce. Ker recimo tukaj, ta tvoj kolega, kar je dobro naredil, on je potem šel stran. Ona je njemu rekla ne, on je šel stran. In pol je ona do njega prišla, če sem jaz prav razumela, oziroma je ona potem spoznala, mogoče mi je pa on v bistvu kul, ker ji ni težil, ali se jaz motam, ali je potem še težil. Ona je tega fanta prvo, kar je z nekom, s katerim imaš plan v odnos, res niti dobro, da ga celostno poznaš. To pomeni, da veš, kako se človek prehranjuje, s kom se druži, kaj verjame v življenju. Zdaj sam tam nekdo, da mi piše, pa da me preganja, ono pa veš, da ne bom jaz odnos, mislim, niti ne bi odgovoril takim človeku praviloma. Ne? In je zato dobro, da imaš poleg sebe ljudi, ki znajo tudi malo, emocije nas včasih malo prevarajo, ko si tudi prej rekla tak, da ne, emocije ti veš, mislim, marsikdaj reče marsikaj, ampak če bi vse naredili, kar nam tudi emocije reče, pa to bi bili po moje pomalo, ne tla vidimo, te lisice zraven, ne bi bil mogoče kjer kam preklenjen. Ja, tako, ne, zato Mislim, velikrat se jaz tako sprašujem, kje je meja med tem, da tako nekako počastimo, pa gremo v skladu z naravo,
pa med tem, kar je kao ok, ne? Ker jaz razumem, da moški, ki naredi one otroke, hoče jih narediti še 10,000 otroki, recimo, ne? In da mu druge ženske dišijo in njegova žena mu ne, pač razumem, to je vse biologija, ne? Sem kako bomo zdaj tu počastili, tu ne moramo glih počastiti, ne? Jaz se strinjam, zato pa na tem svetu, vidiš, zato daleč najrajši imam sploh, kar se tiče resnih odnosi, pomeni prijateljski odnosi, še posebej, ko pa če je čas za zakon, da je to z nekom, ki se dobro zaveda višjih principov. To pomeni v fiziki bi rekli tretji Newtonov zakon, ali kjer ne, drug tretji, nisem nikoli bil v fiziki dober. Kar se Štržaniš rečejo, krščanstvo, karma rečejo na vzhodu. Se pravi, pomeni, če bom jaz grdo z nekom delo, na dolgi rok se ne morem čuditi, če bo nekdo drug pa z mano grdo delo. Se pravi, če bom jaz nekoga izkoristil, prijatelj moj 100%, niti ne 90%, boš tudi ti isto stvar dal skozi. Zato, sploh glede nekih resnih odnosov, znotraj takih krogov. Drugače pa ne, čeprav učke bi marsikaj imele, ne, ampak ni potrebe zdaj, ne. Dokazano veliko več depresije, stresa, tesnobe, več kot je tega eksperimentiranja. To so dokazane zadeve. Ne. Ja pa rabiš pa veliko samo nadzora, ne pravim, da je treba karkoli zatirati, ampak da rafiniraš vse to, da vidiš, recimo, ko si, ne vem, jezen včasih rabiš samo, si napet, rabiš sprostitev, ko je, ne vem, poželjenje, rabiš neko potrditev, rabiš objem, rabiš nek dober pogovor. Zato potrebe sebe poznati. Ja, fora je, ko mi zdaj to znamo prepoznati, ne, jaz zdaj že znam, ampak ko sem bila pa stara 18 let, ko je bilo tako kritično stanje, ko sem si v bistvu z vsemi odnosi in seksom dosti zajebala 10 let življenja, ne, si jih lahko pa ne bi, ne. Ampak se to vidiš, to, če človek iskreno to vidiš, to je, verjamem, ljudje itak sodijo, to je tak, nimaš kaj, ljudje vsega Boga govorijo, ne, etikete hitro dobiš. Ampak mi, vsak od nas po neko svojo življenjsko šolo, jaz na svoj način čas in lahko rečemo investiral, ti si ga tudi investirala. Zato jaz verjamem, če bi ljudje tukaj energije pa časa vlagali v to, da se učimo neke življenjska znanja, pa to smo v parih letih tako se pa tam učimo tistih 20-25 let, razumete, vsega Boga, sej marsikaj koristno. Zato verjamem tukaj, da ste prej vprašali, zato nisem se mogel nikakor za to žensko v telo odločiti, ko sem me na začetku vprašala, ker verjamem, da se kljub vsem tem pravicam, kjer so, hvala Bogu, spet malo bolj dostopne, ne vem, čeprav za volitve bi rekel tako, če bi res imeli mi glas, evo, malo tvego, ampak če bi res naš glas štel, na volitvah ne bi mene vprašali, kdo bo, ne. Ker, vete, nekako že v starih časih je bilo zelo veliko diktature pa še časa in nisem v neki iluziji, da pa priporočam, pejte na volišča, jasna stvar, sploh če bo, ne. Ampak poanta, da se ženskami v teh časih še grše, kot včasih dela. Še grše. Ne, to pomeni 8 ur garažko, magrac, sicer je teh 5 ali pa 10 let teh puberteta, ko ima ženska najboljše izhodišče v svetu, takrat je, ne, kakaj na pesme, the world is mine, ne, cel svet je tvoj. Pa nekaj po 30, 35 se pa velika začnejo, takrat začneš pa na predavanje hoditi. Začnejo pa problemi, sploh če so že kakšni otroci, če so kakšne bolezni še zraven. Zato, plus lahko to še povežemo z nečim, vemo za ta afera velika v Ameriki, ki je bila, s tem otokom, nam zaimenoval nobenega, ampak vidite to, svoj čas ali pa v zrelih kulturah so punce že pri teh letih, recimo, ne vem, pri okrog 18. leta že vedle, tam simpatija, moje starši se poznajo, pa prijatelji se poznajo, se nekako družimo, spoznavamo, nekako, ne, bomo nekje nekoč bila par. Danes pa v teh letih so pa punce vržene velikrat v neke industrije, ne, dela razna, kjer sploh znajo, kak je te pijavke prijet, ne, da ne rečemo predatorji, in ko enkrat ženska doživi res težko izkušnjo, pa to je ne bo noben psiholog nazaj sestavil. Razen so pa res dobri, meni osebno so, upam reči temu, sveti ljudje so mi pomagali. Ljudje, ki so neverjetno ljubeznivi, dobri, srčni, poleg tega še učeni, velikodušni in skozi druženje tudi lahko neke te strahove, travmice, pa še kaj, ni da ni. Ne, ni da ni. In tudi odnos tak, ko si rekla prej, iskren, pa to je najlepši odnos. Kjer nomo si tukaj, dej, povemo si takole, ne, takole imamo. In je tak, da. Ja, najbolj, da sem iskrena, pa da go me vpraša, če bi seksala z njim v klubu, mu rečem, ja, veš, čutim, da bi, zato, ker glih se ne cenim neki, pa bi se malo stiskala, ampak jutri bi mi bilo pa bedno, tako da zdaj moram malo razmisliti, pa, ja. Mislim, lahko na hecu obrneš, lahko veš, bi, ampak ne bom. Vse veš, zakaj ne, nekak na dolgi rok, ne, tak, da. Zdaj pa le modrost imate ženske. En moj učitelj je rekel pred leti, da to generacijo bo ženske rešvale. Ne, v smislu tega, da se vidi po vdaje, praviloma take pogovorne, zelo veliko. Imamo tudi krasne moške, jasna stvar. Ampak že po obisku na lekcijah vidiš, po tem, koliko knjig se sposodi, bere, tudi, ne, ampak zdaj pa kako pa to prav delati, ne, to je pa spet druga umetnost. Da ne bomo gazili moških, to je pa zdaj spet lahko za nov podcast. Ne. Ok, da mi povedi, Lele, jaz mislim,
da se boš ti s tem strinjal, ampak me zanimaš, kaj boš še povedal. Glavno. Moški so narejeni tako, da si želijo poskrbeti za žensko, da to oni rabijo. In moramo jim kot ženske pustiti, da skrbijo za nas, naprimer na finančni ravni, in da je to v njihovi naravi, in če ne, je nekaj z njimi narobe, ali pa z nami zaradi tega, ker nekaj očitno narobe delamo, da on ne želi na tak način za nas poskrbeti. Eno je zaznati, če ne želi, mogoče res financ ni, ne? Sploh pri 20 letih je malo narodno pričakovati, da bo imel tam en študent, ki iz familije iz dežele prihaja, kjer ni denarja. Okay, recimo tako, da si zdaj imaš službo, že par let si zaposlen, mogo bi kaj moški se potruditi na vsak način, da bi imel toliko denarja, da bi poskrbel in za sebe in za tebe. Kaj prav ta nastavek, da moški ni dolžen delati, ampak zaslužiti? Veliko si moški mora delati. Poanta je tako brez dela, poštenega, praviloma zaslužka ne bo. Ampak tudi s tem, jaz sem tudi absolutno, recimo, če že na zmenku moški smatra, da bo ta pol plačala, ali pa če zamuja na zmenek, jaz sem laufut, pa ni bil sicer zmenek, ampak nisem parkirišča takoj, sem vedel, če zamudiš, no to ni glih to prav, ne. Sem sicer prav cajt pršel. Ampak poanta, da je, če smatra, da boš ti pa vdala zraven, to je znak, da ne bi nekako priporočil, da si že z njim odnosel. Jaz sicer, kaj se za tem večinoma skriva, malo strahu pred tem, denar pomeni tudi suverenost, je pa tudi treba tukaj nekaj omeniti, kar pa ne, kako bo vam všeč, to, da je, če moški ne način denar, finance pa to ne daje, to tudi pomeni, da ima precej te moči odločanja za določene zadeve. Zdaj, če bi pa ti rada hkrati in to, da bo on vse financiral hkrati, boš pa ti zraven tukaj mu stalno ali kontrirala nekaj ali svoje vlekla, ali je pa tudi zato tukaj treba se izobraziti. In verjamem, da v neke te klasične vloge ne bomo mogli kar nekaj iti, je pa najbolj naravno, moški se počuti samozavesten, dober, če skrbi za nekoga. Veš, ampak se mi tudi hočemo poskrbeti za nekoga, sem na drugačen način, ne? In kar pa mene tako prizadane, zdaj smo omenili ful enih ženskih lastnosti, ki so meni ful lepe, ampak so v svetu pa vidne, da so pa slabše od tega, da gre moški zaslužiti, ne, v službo. Pač jaz, če sem doma in skrbim za otroke in sem lepa in vesela, je meni to tako najbolj možno kraljevsko, še skoraj bolj kot moški, ki gre v službo in zasluži. No, pa tudi jaz pravim. No, in zakaj pol tako rečejo, veš, ko rečejo, da nas pomanjšujejo s tem, ker rečejo, da nam je to v nam. Meni je lepo, da je to v meni. Mislim, jaz pravim direktno zato, ker ste naivne velikrat in ker verjamete tem prevaram. Povejte, kaj je bolj kraljevskega doma, imaš cel dan za sebe lepo. Tam se boš družila z osebo, ki imaš neverjetno rada, praviloma otrok ali pa 5 njih, če ti paše. Plus, deca si sama zbereš, ni zdaj tam, da bo eden prišel pa rekel, tamle, ungale, ne, tamle, ne. Ampak si zbereš osebo, za katero želiš, ne, spet tudi, vidiš ga malo, ima svoje rezerve, ga tudi znamo se malo izobraziti, ga nekako predavanje pripeleš. Moraš pametno tudi zbrati, ne, to je v bistvu... Pa jasna stvar, zato pa, ne. Ampak je pa, ladam spet en direktno z rok. Meni se je, glede marsičesa življenja spremenilo. Pred leti sem v eni knjigi, Bhagavad Gita, prebral vers, da prav sploh, ko postanejo ženske prelahko dostopne moškim, da takrat moški izgubijo cilj, pa izgubijo načela vrednote. Za čas vidiš kak film, recimo, prve, druge vojne svetovne, tam nek pojar, ko se plazi, roke ni več, slep na pol, pa najde eno sliko iz tle, punce, jo pogleda, se odplazi naprej, ker ve, da je tudi oseba, za katero se je res, za katero živi, za katero se je trudil, za katero. Ona pa njemu, jasna stvar, ona zvesta. Sploh, če je punca zvesta mož, veste, kako moč je to, mistično. Zato pa svet danes dela, probajte to razumeti, da se subtilno, poznate zaraz, subtilno, tankočutno se ženske grdo izkorišča. Bom rekel direktno, sploh mlade ženske. Praviloma za telo, starejše ženske pa za finance. V smislu tega, da se pol vrača nazaj v državne blagajne. Ne. Zdaj to ni črno-belo, so izjeme tudi, ne, ampak... Jaz se počutim neko teč, neko meš, razumeš, hodim v službo, garam vsak dan, hkrati čutim, da jaz nisem narejena za to, da delam, ne, tako vsak dan na tak način. Hkrati mi govori svet, da moram svoj denar zaslužiti, ker drugače ne bom nikoli samostojna in bom pač ogrožena v odnosu z moškim, ker ne bom imela svojega denarja. Po drugi strani mi hoče dopovedati, da sem dovolj dobra, da sem doma, hkrati ne smem biti sem doma, ker potem pa ne bom imela nič od življenja, veš, pa tako pač, what the fuck. Yeah. Hkrati moram reči, ne, unmu, ki me povabi, pa pol moram reči, ja, pa pol moram še merkati, da me ne bo teplo, ne vem. Zdaj pa vidiš, štala,
Jaz ti lahko povem, jaz sem izredno hvaležen, da sem prišel pred leti v stik z znanjem, evo, reče se mu vedsko znanje ali pa veda, isto pri nas veda je znanje, kjer odkar ga raziskujem, Ayurveda je del ved v medicini, pa imamo psihologijo, učim se večinoma tam, imamo Jyotiš o zvezdah, tudi izved. In na karkoli se naleta noter, absolutno vse v praksi preverjeno. Plus nekaj, kar mi je sploh dal malo zanosa za naprej, pa zagona, da se ne zanašam več na neko mnenje pa potrditev ljudi okrog mene, ki so isto trese, kot sem se jaz včasih, ampak zdaj ne nečim bolj na neke naravne ali pa više zakone ali pa instance probaš nekako se polagati, odnose tudi na tem nivoju graditi. Kar ne pomeni ali, ne, ampak skozi to, Ja, ne, prizmo. Seveda. Ne, ampak- zato, vidiš, včasih so bile vse punce, so bile večinoma, včasih se prav pomeni, 500 let nazaj so jih sicer zažgali, ne, ker je bila pametna, se pravi zdravilka, predana, pa še lepa, pa so zažgali. Hočem podariti to, da so bile svoj čas ženske neverjetno modre. Če si samo lepa, na dolgi rok, ali pa tudi če si pametna, se pravi šolsko pametna, tudi na dolgi rok ni nobena garancija. Modra ženska treba postati. Modra, da nekaj te praktične življenjske veščine poznaš. Lahko še nekaj povem, evo, ampak kaj ti če biti naroden, če je stvar resnica. Ne, bil sem pred leti na predavanju, ena gospa to je bilo na samostanu. Ena gospa je predavala, stara je bila 70 let plus. Jaz sem tja prišel na predavanje, pa ponad, ko prideš v kak samostan, priješ, ne, verješ, z nekim motivom drugim. Prijem tja, vidim gospa neverjetno lepa, prav lepa. Jaz sem se prav vsel, pa mi ni bilo jasno, kako tole zdaj, Andrej, to pa ti praviloma nekako, pa ne zdaj, da bi bila lepa v smislu ne, telo, ampak preprosto taka lepota, tak razum, taka dobrota, taka izkušnja, da je ne, zato, ker gospa točno ve, točno in učiteljica znana svetovna. Zato hočem to podariti, da si tudi že prej rekla biološko, mi od malega tudi nas učijo, mi pa verjamemo, da nekako smo neke opice, ki se čohamo pa praskamo malo levo, desno. To je tudi ena, nimam nič proti gospodu Darwinu, ampak jaz tudi verjamem, da to nima nič skupnega z resnico. Ne, se pravi, da Jaz mislim, da smo v enem takem težkem umestnem obdobju, kjer se ful trudimo skupaj nazaj zbližati moškega pa žensko, ker zdaj je prav tako vsaka stvar, ki se reče, sem tako narazen. Jaz prav čutim, kako imamo tako srž v sebi en do drugega in da gre samo na slabš. Hkrati pa pač ne znamo tega združiti, zaradi tega, ker jaz ne vem, kaj je prvi korak, ki ga lahko naredim, je kaj, da neham delati, pa nimam denarja, da bi za sebe poskrbela. Ali da sem bolj nekako mirna pa prijazna, ampak me bo pol nekako ta svet zdaj lepo vozil, kaj je tako strašen, ne veš tako. Ne zna, mislim, da je res problem, da ni, da si samo ženske predstavljamo, da je tu zdaj le težava prenesti v realnost. Jaz mislim, da smo res v takem obdobju, kjer nekaj ne gre. Lej, mislim, zakaj ali ne? Tako živiš naprej, tako kot živiš, hkrati pa znanje pridobivaš. Znanje, predavanja prihajaš. Jaz ogromno, na primer, žensk poznam, ki so točno dojele, da če želim dobrega partnera imeti, prvo, kar je moram jaz sama biti, pripravljena žena biti, ne samo na partnera iskati, pa vedela so, kje bo tako osebo praviloma najdle. In evo, imam osebne primere. Moj dober prijatelj je bil menih, 10 let, to pomeni, da se je šolo psihologije, filozofije, samoobvladovanja, ni samoskrbe. In je punce točno vedela, kje bo je dobro. Čas je bil učitelj, ne, in je prišla med sobrov in je čudovitega moža dobila. Ne. Ja, ampak kaj pa pol v Afriki, dva, ki ne znata brati niti nič, kako pa ona dva imata odnos, ona dva tako imata moške, ženske vloge razdeljene, pa tako. Mislim, zakaj bi mogel, vidiš, jaz ljudi poznam, ko ne znajo brati, pa so na nivojih veliko višjih od mene, pa tle predavam po Sloveniji. Kaj si rekel, da ber knjige pa hod na predavanja? Če ne znaš brati, poslušaj lekcije, ajde, razumeš. Zakaj mislim, izgovore? Če človek res nekaj hoče, pa to boš, ne. Je pa tudi ena od lastnosti nas, vsi mi, sploh ženska. Zato tudi vidiš, verjamem, vam bila dana maternica, teh 9 mesecev treba malo počakati. Ne? Vsi smo mi malo nepotrpežljivi, z mano vred. Zato je tudi vsak od nas dobi točen partnerja takšnega, kot si zasluži, pa takrat, ko si ga zasluži. Meni se rekli, kot zanimivost nekaj, da ti si v preteklosti, daljni preteklosti, nisi glih lepo tudi na teh nivojih deloval, zato boš to življenje večinoma zelo velik del ženskami. Ne, pa bomo videli, koliko pa če se pa tudi na drugih področjih stvari poklopijo, ti si pa nekako, tudi ni vse od tebe odvisno. Ne, zato je, pa še nekaj ti povem, je tukaj res, da nekdo vidi, da imamo res lastnosti zaželene. Povej, a bi tukaj rabiš fejst opozvati pa iskati, nič ne rabiš. Je samo treba preprosto, in to je par mesecev, včasih 6 mesecev, leto razvoja.
Zadnjič sem nekaj predaval v Ajdovščini. Ena gospa je malo hčerko opisovala, pa sem rekel, ti boš, ona bo točno tazga dobila, kot je ta elefant tukaj na predavanju. Ne? In sta se zaklepetala, kontakte zmela, jaz verjamem, da bo sta res par postala. Ker po karakteristikah njegovih, on je bil tak zelo nežen, tak mil, tak moško telo, ampak zelo tak ženstven. Njena hčerka pa, se pravi, žensko telo pa druga energija. To je bolj moška energija. In avtomatsko, ampak mi bi imeli pa glih, nekaj nas privlači, kar mogoče ni glih, ne. A to zapravo ni nič narobe s tem, da je, ne vem, ženska v moški energiji in če najde moškega, ki je v ženski Pa energiji. vsak od nas ne bi imel balans obeh, ne. Ja? Drugače pa naravno je, če mislim narobe. Redko se zgodi tak, da sta oba, recimo, če je ona zelo možata, bo večinoma on tak malo bolj mil. Ampak a ne bi bilo dobro, da bi bil on toliko v moški energiji, da bi ona potem šla v svojo žensko energijo v Zato njem. pa na tem se dela. Zato se pa to proba tudi fantu priporoča. Itak, sem kao avtomatsko pol, če imaš tako več moške energije, ti najdeš take. Pač nežne fante najdeš, ne? Ja. Zaradi tega, ker ti grejo na živce v nekaj, imajo več moške energije kot ti. Točno to vidiš. Zato pa In pol prestaneš z nekimi malo poženščenimi, ki ti pa sploh ne izzivajo in mislim, nič te ne izzovejo v tebi. Ja. In Ne. ja. Zato pa više, sploh uživaštvo, zato se tudi več punc rojeva v teh desetletjih, ker je več uživaštva v družbi. In več kot je uživanja, zato sem se prej vašega citata, to je zelo dober znak. Se pravi, da vedemo, da moški ne bi se skus mal boril proti udobju, kar je pa zdaj paradoks, ker praviloma z žensko prije skupaj zaradi udobja. Ampak to ne bi bilo izrazito, če je tega preveč. Prvo, ona bo vidi, da si, če si pač zajček tukaj, bi sam tako zelo hitro respekt zgubiš, če si ga sploh imela kaj. Zdravje je celo povezano z inteligenco, spominom, s sklepi. Tako da je zato pravim tukaj, ne da je treba više igrati, ampak da je dobro poznati načela igre, pa tako sam približno vidiš. Zdaj, če pa sploh ne veš, kakve so pravila, greš pa velikrat na blef v teh odnosih. Tako da, ja, zato se fante so svoj čas jih kot vojake vzgajali. Meni gre samo tu na živce, da če tako vi vsi govorite, da se te stvari tako logične pa naravne, zakaj se jih moramo učiti pa študirati? Mislim, naravne so zato, ker laden primer, ko prideš v stik res, zato ker smo živeli kontra 40 let, pa jaz verjamem še to, da okay. Če ne bi, razumem. Lej, dam ti primer, ko prideš res naletiš na osebo, res neverjetno možatega, hkrati pa tudi se razume, razviti človek, moški, pa tudi te naravno privlači osebo. Pa večinoma sploh ni važno fizični izgled. Ne? To sploh pri moških to velja. Pri ženskah, dal sem prej primer, ko res naletiš na žensko, ki ima in razvito ženstvenost in hkrati se razume ta skoraj mističen razum. Pa to naravno nima veze, da 100 let stara oseba, pa ti bo lepa. Zato vprašala si naravno, zato ker mi tako daleč od narave, kot dan živimo, a je naravno se pravi kocka brez okna, spet razumem, studio mora biti brez okna, ampak v Ljubljani si. Ampak zato jaz, meni reči, enega učitelja sem pred leti gostoval v Celu, on je bil menih prej, smo šli na stvari kupiti, da je imel za predavanje obleke, ne, te klasične. Pa je res hitro hodil po trgovini, pa sem še rekel, namodi se nam tukaj, ker imamo še čas. Pa me tako resno pogleda in rekel, trgovine so kot WC, hitro noter, pa hitro ven. Znači predolg noter. Tudi v smislu, čim več narave. Lej, če si osebe, ki so veliko v stiku z naravo, vrt, sadovnjak, naravno ti te stvari kliknejo. Naravno. Naraviš na mene knjige, brat. Nič. Okay, in tudi jaz, odkar sem... Ne, in tudi imela ženske, ki tako živijo, recimo, da zelišča pozna, čaj kuha, da gre na sonce, da spočije, gre da me dobre ljudi. Prav vidiš, to so ti, sploh ne stara se. Točno vidiš, živi, telo se malo spreminja. Danes sem eno tako gospod srečo spet. In zato pa tukaj rabimo ta kanček zaupanja, kanček vere, kakorkoli temu rečemo. Da je tukaj, ne. Je treba pa probati. Treba narediti en korak malo. Ne. Pa bom podaril, ne preveč se tu moški žensko ukvarjati. To je usput. Ja, se tu ne. Življenje je glavno. Zdi se mi, da se tako ukvarjamo. In drugega probamo, vidiš, nekje dobiti nektar, ki vsak od Pa nas... razumeti, tako, da bi se končno enkrat razumeli, mi samo hrbtenimo neki zdaj, prav hlastamo zadnje čase, se mi zdi potem. Kaj misliš ti? Ampak je čim bolj, sem na slabš gre, ker se tako trudimo. A se bomo kdaj razumeli, kaj ti misliš? Ko si rekla Meni prej se zdi, da enaki. se super razumemo, moški pa ženske, drugače v osnovi. V osnovi, ampak v prakso, vglejmo prakso. Se ti zdi, ampak poanta, en učitelj, ki ga tu zelo, nimam nažalost knjige njegove, veliko sem ga poslušal, on prav, sicer to v teh časih naših vprašanj, koliko bo ljudem blizu, ampak
Prav, ženske, moški, dve popolnoma različne življenjske vrste. Smo oboje sicer označeni za, se razume, ne, dokumente pa človeško telo, ampak neverjetno različni. Ne. To Lada ima en primer. Pred leti, evo, ena zveza. Je rekla, kadar sem slabe volje, dej mi kaj, malo se poheci, tazga se malo poheci. Pol naslednji dan je bila slabe volje, se malo pohecam, reče, zdaj so španorce z mene delali, zdaj so španorce, to ti je pa smešno. Okay. Se pravi, narediš, vidiš, kar je ne bi bilo, ampak na en način spet zadeva se ne zide. Zato je tudi en tak stavek lep, prav moškega probi razumeti, žensko pa probi rad imeti. Kar v praksi pomeni probi rad imeti, ne. Probi rad imeti. Zato je rabiš red, pa res rabiš imeti rad. Res. Zdaj, to se tudi dobro prepoznati, kdaj bo imel moški, kjer ga res rad. Ste videli film na YouTube, je bil en košarkaš, basketaš je na konferenci novinarski, tak je, ni slišal, da je že prižgal mikrofon, rekel, wow, she's beautiful, kak je lepa. Točno si na obrazu vidimo, ta bo zihar lepo z njo delal. Točno daleč vidi. Drugače sem hotela izdeliti še ena zgodbo, ampak bomo še tole me zanima. Kaj praviš potem na to, ko si zdaj rekel, kao žensko moš rad imeti, moškega moš pa razumeti, da najbolj delujejo tiste zveze, ker je moški bolj zaljubljen v žensko, kot ženska v moškega. To si zdaj iz ženskega vidika povedala. A če bi moški, bi pa njih obratno rekel. Se pravi, ženska mora biti bolj zaljubljena v moškega. Kdo je zdaj tla princeska? Ali morata biti oba ista sama? A si lahko oba ista? Najbrž, da sta oba sluga, da ni noveden princ pa princeska, da sta oba sluga, da oba slušta drug drugem. To je bilo pa kar pametno. Ker takoj, ko proba eden biti princeska, sploh če nima kvalitet ustreznih, nekako, jaz ne bom glih za to, da bi nekoga kot princesko. Če pa imaš lastnosti take, ne drugače pa, jaz vem za en primer, lahko citiram enega prijatelja, Hrvaško, razumete? Lahko prevedem v slovenščino. Prevedi, ker jaz težko razumem. No, on je rekel meni, jaz če bi bil fejst zaljubljen v žensko, rekel, jaz bi bežal pred njo. Pa to je gospod, ki je res v mojih očeh ekstra inteligentna oseba, duhovni učitelj po celem svetu uči, ker je vedel, da če bi res bil, v smislu, tak res skoraj odvisen od nje, čustveno je vedel, da to ne bi nič pametnega bilo, ne iz njega, ne iz odnosa. Zakaj? Je zato, ker praviloma ona bi začela najverjetneje malo te stvari izkoriščati. Pa podaril sem prej, da sploh moški, ko je zaljubljen, fejst, poznate izraz, da ni razlike med zaljubljenim pa med norim človekom. To je sploh za moške velja. Ženska to malo lažje kontrolirajo. Se pravi, če hočem, da je pameten, pa da dobro poskrbi za stvari, ne sme biti preveč zaljubljen. Na dolgi rok, vse na kratki rok, veš. Moj bog. Veliko vsega, je tako? Ful. Jaz pač ne shendlam tukaj enih pravil v življenju, da... Se niso to so rečemo tem priporočila. Ne, rečemo tem sem jaz jih tako resno vzamem. In si tako jih začrtam in pa jih pa velik. Zato jaz bom čisto direktno rekel, najboljše, da sta oba zaljubljena v življenje, v naravo, v modrost ali pa v Boga, bi rekli v cerkvi. Se imamo na drugačen način radi moške pa ženske, so drugačni občutki. Pravijo, da se moški zaljub, da jim sprožijo v glavi ta hormon stresa, ženske pa hormon sreče. Stresa? Ja, pa ženske kao se zaljubljajo preko oksitocina, moški pa nekaj drugega, tu iz TikToka. Jaz sem bil pri enih prijateljih, ko smo jedli avokado, sem vprašal, ko sem slišal, da ima veliko teh vitaminov avokado, me tako resno pogleda, dvigne oči, je rekel, jaz nisem še nikoli nobenega videl. Glede teh hormonov, vem, veliko teh imen je, pa verjamem, da obstajajo, ampak sem tak zelo praktičen človek. V smislu, če ti nekdo všeč, ti je takoj všeč, z moškega stališča, že ti je zelo hitro všeč. V parih sekundah se pravilno to veš, ali ti je všeč, nekdo ti ni. Jaz bi se zdaj še navezala na začetek, ko si rekel, da so prestopile takrat tiste punce do tebe in so rekli, da trenutno moški... Da so manj razočarane. Tako. In jaz tle imam eno zgodbo, ki bi o tem govori in bi rada potem, da ti pokomentiraš. Sara bo pa prebrala. Moški na Tinderu so čisto poženščeni. Veliko moških se niti toliko ne potrudi, da bi naredili normalen selfie, potem pa se pritožujejo, kako so ženske površinske. Tudi če jim daš priložnost, čeprav tega res ne priporočam, pogosto ne znajo sestaviti niti enega normalnega stavka, organizirati zmenka ali pokazati vsaj osnovnega interesa, razen, če gre za seks. Tudi če znižaš svoje standarde, se ti moški ne bodo zares potrudili. Koliko zmenkov mislite, da bojo dejansko organizirali? Kolikokrat bo predlagal, da se samo dobite pri njem doma?
Ženske smo zelo dolgo vzdrževale moške in njihove krhke ege. Moški sploh ničesar ne doprinese odnosu. Raziskave kažejo, da so moški, ki so v zvezah srečnejši, ker imajo partnerko, ki skrbi za njih. Ženskam v zvezah se pa samo poveča količina dela, ne pa količina zadovoljstva. Vse več žensk zato ugotavlja, da so pravzaprav čisto zadovoljne, če ne celo srečnejše tudi same. Tudi če si nastaviš zelo jasne kriterije, te še vedno zasujejo moški, ki so popolno nasprotje tega, kar iščeš. In ti moški imajo pogosto neverjetno samozavest, da se kljub temu poskušajo povezati ali pisati. Ja. Zanimiva zgodba. Ja, tako. Zanimiva zgodba. Si že slišal kakšne take podobne zgodbe kdaj, ali ti je to zdaj? Nisem, ampak ima absolutno smiselna stvar. Tako da lej, jaz bi veliko bolj priporočil kot punca, da gre gor na Tinder pa srčke, pošila, da probi živeti res lepo, pet nekam za otroke skrbeti, pet nekam, kjer se ljudje dobro izbirajo, pet med vegane, vegetarijance, pet med društvo za zaščito živali, pet med planince, med skavte, pet med tabornike, pa boš tam spoznala osebo. Ker tam takoj vidiš, prvo, če ti že Tinder pomeni prosto, se pravi, željo potem nekaj išče. Sploh moški ne bi nikoli bil modus iskanja. To ni naravno za moškega. Vse za žensko tudi najbolj, da se proba tem izogibati. Se pravi, nekam pet na rdeč križ, kjer pomagaš, daješ nekom. Boš avtomatsko tudi tazga človeka spoznala. So redke izjeme, da ne bomo zdaj delali krivice kakim portalom, ampak je, mi že v osnovi delamo bedarije velike. Ne, že v osnovi tak, da. Ne. Zato pa veš, moški, če nam je pa samo to interes, ne se čudi, če ne zna dveh stavkov povezati skupaj. Če predvsem deluje nižji center energijski. To pomeni veliki strah, pa težko uživaštvo, pa tukaj pa ne gre. Ne, tak da, zato tukaj, prim se kazga dela in kadi malo manj, ena pesem prav, ne, stara slovenska, nekaj pametnega, lepega početi. Ne, društva, podcaste, kakšne take teme odpirati, zanimive, raziskovati življenje. To pa nehati iskati potrditev pri fantih. Če že išči pri moški pa pomeni, veliko sploh punc učitelja išče. Jaz imam tudi učiteljev veliko različnih, ki to so ti praviloma, lahko dam en primer, pa spet malo za hec to vzemo, da imamo super moške, pa super, da ne bomo delali krivice, kakšnim moškim pa ženskim. On je na lekciji, so ga tudi, punce ga tako vprašala, v tem sličnem kontekstu, kak pri moških to pa. Pa on je rekel, dej pogledajte tja na ono stran, kjer so moški sedeli. Je rekel, pa kaj vi pričakujete od teh ljudi tukaj, kaj mi ne vidite na obrazu, da je nekak drug fokus. In tudi ženske so se lepo zasmejale, da tudi vidimo tukaj, da zato vlagite predvsem v to, da se naučite, probate kot ženske učiti živeti. Kot ženske učiti živeti. Pa med najverjetno zrele moške prihajati, literatura, lekcije. Jaz lahko par linkov vam povem, pa pogledajte, boste videli, najverjetni učitelji. In tu dobiš hitro to potrditev, da ko drugače džabe iščeš tam pri ne vem, še komu. Kaj pa praviš na to? Ker to sem tudi že slišala, da ugotavljajo, da je moškim veliko bolj fajn v zvezah, zaradi tega, ker ne vem, recimo prej živi doma z mamo in mama poskrbi za vse in se v bistvu sploh ne pričakuje od njega, da bo mogel, ne vem, znati cune oprati, pa posodo posprati, pa posesati, da bi sploh opazil, da je treba posesati, pač ni šanse, a ne? In potem gre v zvezo z žensko in potem pričakuje, da se bo ona obnašala do njega kot njegova mama. Ženska ima pa potem sam dvojen del. Ima več cun za oprati, ima več posode za pospraviti, ima več prahu se nabere, hitrejš se nabere in ona potem v bistvu prevzame ves ta dodaten del, ki ga prej ni imela in se potem ženske zaradi tega odločajo, da v bistvu mogoče pa boš, da kar samske ostanejo, zaradi tega, ker jim je veliko boljše in veliko lažje, kot da si natrpajo nekega moškega, za katerega morajo zdaj še dodatno skrbeti. S tem, da tudi na dolgi rok samska večinoma ne ostane, pol občasno malo kjer ga kontaktira. Ne. Jaz sicer to tudi mali minus pol za ženske, ne. Jaz že, ko sem slišal recimo za te razne bolezni, že tak izraz čuden, grde besede, gonoreja, sifilisi, brez da poznaš, jaz to nočem s tem stik prijeti. Drugače pa razumljivo, kdo ne bo to ti logično vidiš, da hočem tle zdaj še imeti enega pacijenta zraven sebe. Zato sem jaz veliki pristaš tega, da se ve, kaj kdo dela. Zapravo, da se ve, če denarja ni, tukaj Andrej, daj malo. Če je umazano, se ve, dekle, pa se razume, smo fleksibilni, sploh so otroci.
Tako da. Ja, zato pravim, viš, ženska delate 8 ur, imate službe ali pa še več v teh časih, plus še to, kar je doma za. Ne? Tako da Nikola Tesla že pred 100 leti je rekel tudi, da se nekako ne bo poročil, ker je tudi zelo bil bister človek, ki je opazil, da kak smo malo se zapletli na teh področjih, tako da. Ne. In učiti sploh moške odgovornosti, potem, ko je že enkrat spal s tabo, to lahko punca kar pozabi, ker marsikera misli, pol, super, lepo, še nekako najboljši je od vseh tistih, kjer sem do zdaj spoznala, lepo gremo skupaj živeti praktično, samo da ga boš ti poločila stvari, kjer je še ne zna, to lahko punca kar pozabi. Od daleč lahko to pozabiš. Isto, ker je rekel meni učitelj pred leti, rekel ti, če misliš, da boš žensko spremenil, kar je videl malo moje, zato je fajn biti z ljudmi, ko so malo zrelejši od tebe, ko te vidi malo skozi tebe, je rekel, Petraj medvede učiti s biciklom se voziti v cirkus. Ne. Pa vse mogoče boš kaško, ne, ampak. Je zadnjič bila na podcastu Ana Posovnik in ona je rekla, po mojem mnenju je dala zelo briljanten nasvet, pa ona recimo ima zdaj 2 otroka in je rekla, jaz sem, ona je za 9 mesecev, odkar je rodila, izgleda fantastično, ima čas zase poskrbeti, je pač v tej svoji ženski energiji. Zakaj? Zaradi tega, ker se lahko zanese na partnerja, zaradi tega, ker on ni tak, da bi zdaj videl, da je treba po tleh posesati. On najame čistilko, ta čistilka lepo pride, posprav, ona se ne rabi s tem ukvarjati, on se ne rabi s tem ukvarjati, še vse je pospravljen, vsi so srečni, ona se potem z njemu ima čas ukvarjati, z otroki, s sabo. Vidiš alternativo. In v bistvu sej ne rabiš ti zdaj znati počistiti, sej lahko potem samo na druge načine poskrbiš. Pa veš, če imaš bebico 9 mesecev staro, da nekako to pomeni, da na čistočo pozabi za nekaj časa v hiši. Zato, ja, mislim, da je zreli ljudje, zato pa učite se ali pa učimo se od ljudi, ki so srečni, kjer v praksi nekaj funkcionira. Ker v praksi nekaj funkcionira. Jaz nikoli ne gledam veliko, recimo imam nazive tam, ne vem, koliko doktoratov, pa tega spoštuješ, ampak če vidiš, da v praksi nekaj deluje zadeva, tam se. Kje pa v praksi kaj funkcionira, recimo tudi terapevtke, ki imamo, pa ne vem, se ločujejo, greš partnerskim terapevtkam, pa se ta glih ločuje terapevtkam, ima malo težko obdobje. Zato mislim, to sem dal ta plus lej smo tudi, večina učitelj, kjer imam, so imeli eno izkušnjo, kjer so videli, kjer so na napakah se učili. Se pravi, je bil zakon, pravilno šel na razen, pa so pa videli, narobe sem delal to, narobe to, ampak so pol zadeve prav zastavili. Zato jaz tudi vidiš, da moji, recimo, osebe, kjer jim res zaupam glede takih osebnih stvari, družinske zadeve, to so praviloma osebe, ki imajo izobrazbe zelo take osnovne, preproste, zeliščarji, nekateri kmetje, ampak točno vejo, kako na teh področjih delovati. In celo me nihče nič ne kasira, ko pridem k njim, pridem na obisk, se lepo poklepetamo, jaz kaj prinesem, jih kam povabim, na prijateljski ravni. Tudi terapeuti, učitelji, psihologi, psihoterapeuti, to čas teh poklicev ni bilo. Ko so ljudje bili tukaj so zreli, naravno so se izobrazili, da so drug drugim pomagali. Zato, ja, opazujte malo rezultate ljudi. Tak, da. Ne. Pa sami ne bi postali terapeuti v smislu, da ne zdaj uradno, zdaj se razglasovati, zdaj sem pa jaz ne kdo, ampak da nekako znaš v prvi fazi sam sabo delati, kakor se da. Saj pride tudi kak dan, ko pa to podeliš z drugimi. Podeliš, podarjam. Ne prodaš, ampak podeliš. Idealno. Ne. Tako da. Ok, hvala. Hvala vama. En tak paradoks v življenju, da je sploh recimo v biznisu, če je stvar zastonj, se smatra, da je brez veze, da ni nič vreden. V življenju so pa večinoma zadeve, ki so res najbolj dragocene, so praviloma gratis. Sam če človek res išče, raziskuje, prideš tja. Ne. Hvala vama, da ste omogočili sploh ta pogovor. Jaz bom kar nehala delati, jaz danes domov, ko pridem, jaz bom vrgla vse stvari čez okno in pol se bom preselila v gost. Hišo mi bo nek moški zgradil, ker to ne bomo mi sami, ne. Tam bomo nekoga vzeli. In pol bom jaz tam šla živeti not in bom kuhala in vi ne boste nič o meni slišali. Kjer boš kuhala? Gozd, da ne rabiš kuhati. Tam je lepo vse. Sebi. Veverice prinesejo. Ja. Tak da. Ja. Ok, preden zaključimo, imamo še Intini kotiček, ker je sponzor tega podcasta tudi Pitch Pop trgovina. To je odsala trgovina, ne vem, če veš, ona ima svojo erotično trgovino. In potem mi dve testirava razne stvari vsak teden, mesec in tako naprej. Tako da zdaj boš nekaj še slišal o seks igračkah in podobnih stvareh. Kako ti je tukaj znano? Vidite, krčemo, to je vajna dolžnost, tako da vidite, kar povete gledalcem. Ja, kako pa se ti počutiš glede seks igračk v življenju? Te ti zdijo neumne?
Pa le jaz probam se izogibati sodbam. Jaz vsak od nas išče srečo v življenju, pa je tako in imamo pa metode različne, tako da. Ne. V glavnem ne uporablja glih, pa niso mogli blizu Evo. seks igračke, če rabi podnapise. Ok, jaz jaz nisem glih navdušenec nad takimi masažnimi vibratorji, sploh ne takimi, ki stanejo 20 evrov. 200? 20. 20. Ker me skrbi, ne, da bo tu priključeš v elektriko, pa bo razneslo ali pa nekaj. Ne? Čak, ta je 20 evrov. Ja, mislim, da je 28 evrov. Aha. Tako, nič. Ok, Pa ampak za v 28 je še elektriko. vsaj malo drugače kot 20. 20 je tako, kot da bi bil na baterije. Ja. No, v glavnem, zanimivo mi je, ne, da bi bil tebi všeč, ker tu lahko čisto čistaš. Kukor je pač zame, ja. poceni, pa kukor so oni drugi narejeni, kao ful bul, ne, se jih ne da dobro očistiti, le to je prav tako. Kaj lahko. obrne se? In pol imaš lahko tudi obratno obrnjeno. In res, da tu ni najmočnejši masažni vibrator, kar sem jih kadarkoli videla, je pa najbolj pocen, je pa zelo efektiven, ker dvojni nastavek imaš, pa celega lahko umijaš, kar pa runih za 100 evrov počasih ne moreš. Tako da, če imaš rada nekaj velizga, Koliko je močen od 1 do 10? isto kot Unimaj Magic Wand. Dej nekaj. Vsi ti knock-offi, ker drugače imaš tam Hitachi Magic Wand, ki je OG, ne, je Ki ga kao ne je moreš res dobiti močan. nikjer v Sloveniji. Ja. Vsi ostali so pa glih tam nekje, ampak vsak tak je valjda močnejši kot od kjerkoli mehkega vibratorja. Tako da, če kaj močnega rabiš, je to fajn. Edino, kar ni fajn, je, da ima tudi tako kratko to žico, da jaz zdaj ne vem. No. A kaj ni kratko to? Ful je kratka. Tukaj je kratko, da pač že tudi, če imaš poslo doma, moraš imeti mehno, da se lahko to sploh priključiš, ne vem. Ali pa podaljšek, en podaljšek bom dala danes gor na pitchpop.si na sprednji strani in nač ja, kupite vibrator in podaljšek. S kodom med nama 10. Ok, jaz sem pa danes nekaj za predstaviti, kar bom povedala po pravici, jaz tega nisem sprobala. To mi je Sara zanč dala. Jaz sem to sprobala, A si? že 100-krat. No, boš pa ti povedala, kako to deluje. Jaz sem povedala, kako deluje, ti boš pa povedala tvoje izkušnje. Ajde. Glavno, dala mi je ta backdoor spray, kar bi lahko vedela, ker sem že 100-krat povedala, da meni se te stvari, pač jaz nisem fan teh stvari, zato tudi pa nisem sprobala, ker meni se zdi, da če že, ker to je namenjeno, če se hočeš ti zdaj analnega seksa lotiti, zaradi tega, da si bolj sproščen, zaradi tega, ker ti malo mrtvič. Sam moje mnenje je, da ti ne smeš na čem mrtvičevati, ker če te kaj boli, moraš nehati. In dobro je, da čutiš, in bolečina ni ok. Ampak po drugi strani pa spet to ne umrtvič, tako da bi ti zdaj kar ne čutil nobene bolečine. Tako da, ok. Mogoče je pa full dober, sem zdaj, če jaz to rečem, mogoče pa to ne deluje na tak način. Sorry, če zdaj uničila to, ampak se ti to uporabljaš, boš povedala, Pa kako je. bom vam jaz povedala, kaj je v resnici. Naj ona Ampak dokonča zdaj. Psihološko gledano, fantastična stvar. Če tebe skrbi, da te bo bolel in ti da nekdo en sprej, ne reče, gled, če si to našpricaš, te ne bo bolel, in pa si ti tako veliko bolj sproščen in pa te ne bo zaradi tega bolel. Tako da, kar se tega tiče, super zadeva. Še zaprti. Tako da, v glavnem, anal comfort, da te pa prosim pove, kakšna je tvoja izkušnja. V bistvu ful dobro, da si to sprobala. Čisto v praksi, jaz to res ne bi priporočala za ljudi, ki se v paru grejo analnega seksa. Zaradi tega, ker nimaš ti sam nadzor nad tem, kaj dela tvoj partner in je bolečina edini varnostni mehanizem, ki ga imaš, zato da veš, če gre kaj narobe. Okay? Ampak, ko si pa sam doma, pa imaš recimo dvojni dildo, ne? Pa pač nimaš glih 3 ure časa, ampak imaš samo pol ure časa. In pol si tu pošpricaš malo, zaradi tega, da čist malo ti sprosti pa umrtvič, sploh ne umrtvič, v bistvu ti da tak ščemeč, hladen občutek, ki te mečkan smer možgane tudi. In pol je lažje. Tako da jaz sem to v bistvu samo za solo uporabljala. Ker tu res jaz ne bi, da mi nekdo nekaj rine nekam, pa da jaz ne vem, ali me boli ali ne. Mislim, tu moraš vedeti, ali te, ne? Za solo pa itak greš počas, ker si sam pa vse veš. Ja, jaz bom pol tega tebe krvarana, da ga boš lahko porabila. Ker jaz ne vem, če ga bom. Jaz iskreno. pa zdaj tega več ne Se uporabljam ti ne v da. življenju, tako da Ja, rabiš, koga bom pa boš ti podarila, ga ne? uporabljal, lej. Imamo? Hvala lepa, ni potreba. Bom pa jaz to podarila na enem krogu, pa bo šlo v neke dobre roke. A smem? Ja. Kaj lahko pravim za darilo? Ja. Prav. To je pa to. Dobite pa na pitchpopu, skodo med nama 10 to in še ful drugih stvari.
Če vas pa zanima, kako se upravljam, pa pejte na Pitch Pop in ima Sara tam zaznamek, kjer piše testirano in tam gor so vse stvari, ki so jih mi dejansko testirale. In lahko tudi pogledate prav izseki so iz podcasta in lahko za vsako stvar dejansko vidite, kaj so mi da povedali v epizodi. Ne rabite sploh celega podcasta gledati. Ne vem, če ste vedeli, zdaj veste. Ok. Vsaka ženska se vsaj enkrat v življenju sooči s pomanjkanjem libida. Si tudi ti ena izmed njih, potem je čas za Passion Potion. Združili smo starodavno znanje in sodobne raziskave v formulo, ki pomaga ženski današnjega časa za več libida, več energije in manj stresa. Passion Potion je napitek v prahu, odmeriš eno žličko, dodaš svojo najljubšo pijačo in pol uživaš. Brez kalorij, brez sladkorja in brez krivde. Višji libido, boljše razpoloženje in lahkotnejše življenje najdeš na ulala.si. Preden zaključimo, mi imamo za konec za naše goste pripravljeno igro Never Have I Ever, zaradi tega, da zaključimo vedno na eni taki bolj sproščeni noti. Si se že kdaj igral Never Have I Ever? Nisem. Poznaš drugač koncept? Tudi ne. Ok. To drugače izhaja iz teh ameriških filmov, ko se ponovadi grejo najstniki, ki ga pijejo in potem se grejo Never Have I Ever, zato se mečkrat tako spoznajo. In sicer vedno se začne z nikoli nisem, Never Have I Ever, in potem je tako, ne vem, recimo, nikoli nisem gledal TikTokov / reelov z nasveti o odnosih. In pol, če si že, daš prst dol, kar pomeni, da si to že naredil in več, ko imaš pol prstov dol, pač ponovadi je bolj si poreden, sam tle nimamo takih porednih stvari, ki je bila pač taka epizoda, greš pa potem v zapor, zaporedne. Še vse. Tako je pač v tem podcastu, glej. Prav roko moram dati gor. Roko daš gor in prva je že ta. To se pravi, a si kdaj gledal kakšne TikToke ali pa reele z nasveti o odnosih ali nisi na teh družbenih omrežjih? Če samo stane prst gor, je tako? Če si ga daš Ne. dol. Če si ga daš Ker dol. jaz sem že in dam prst dol. Si tudi ti? Yes. Ok, pol nisi samo v knjigah in na Ne. live predavanjih. Pa imaš kakšnega za predlagati, kakšnega, ki ga spremljaš, pa se ti zdi, da ima ful dobre od nasvete, da bi lahko tudi si ljudje pogledali? Jai Shet ima zelo lepe nasvete. Ok, dobro. Ja. Poznate. To pa poznamo. Ja. Dobro, super. Nikoli nisem bil na aplikaciji za zmenke in se zgražal nad opisi uporabnikov. A si bil kdaj na aplikaciji za zmenke sploh? Kakšni? Opazil, ja. Ja? Pa so Da. ti kdaj kakšni taki, ki si sam tako se za glavo primeš? Pa vse. Pa daš prst dol. Odlično, vsi smo dali prst dol, evo. Na obeh smo dali zdaj že vsi prst dol. Nikoli nisem partnerju poslal videa, ker sem mu želel na ta način povedati, česa si želim. Recimo, ne vem, nek nasvet je, a ne, moški mora žensko presenetiti z rožami vsaj enkrat na teden in pol to pošlješ svojemu partnerju, tako da mu hočeš, veš, mal namigati, kaj si želiš. Recimo, če si že kdaj? Nisem. Ne? Ti? Jaz tudi Ne. ne. Ne vem, če skupaj pošljem video, jaz ker... Ne. Nikoli nisem kot punca naredila prvega koraka, ali pa, če sem moški, me punca ni prva začela pecati. Se pravi, če je, moram dati prst dol. Ja, če te kdaj, da je punca prva naredila korak do tebe. Ja. Ma jaz ne vem, kaj to sploh pomeni, da nekoga pecaš. Jaz sem prijazna do vseh. Ne, tako, da si imela namen, da si pač prav z namenom, da bi ga... Z namenom velikrat sem Osvoj- jaz simpatična. Ja ne znam odgovoriti Da na ti to je on vprašanje. všeč, on ti je všeč. Vsi ljudje so mi všeč. Je pa daš pa prst dol. Čak, jaz pa mislim, da... Ne, nisem. Ker sem bila mlajša, nisem imela poguma, drugače, skoraj bi lahko dala prst dol, sam nisem pa tega naredila. Ker sem bila v osnovni šoli, mi je bil en fant toliko všeč. Vsi so doma vedeli, da mi je všeč. Po mojem niso nikoli pri meni vedeli, da mi je kdo všeč, ker so me toliko hecali takrat. No, glavno, sem njemu pismo napisala in sem mu ga hotela dati, ker smo imeli tako take predalčke v predalček in mu izpovedati svojo ljubezen. In bolj so se doma mi toliko posmehovali zaradi tega, da nisem tega naredila. Ja, bogi fantje, ki so dobivali v osnovni šoli ta pisanca, tako najbolj neumna stvar njim to. Ne, to je lepo. Ja, no, mogoče so me rešili, da nisem. Ampak lahko bi imela pa jaz že fanta v osnovni šoli, tako da pa je ne bo Si zavedel. pa veliko zamudila. Ne. Nikoli nisem znižal standardov in bil vseeno razočaran. To se pravi, da si dal nekomu priložnost, ki si bil tako, ok, naj bo, pa te še vseeno razočaral. Jaz Itak, da si bila razočarana, skusi je kaj, vsak dan. mislim, ja, ampak ne tako, da bi zdaj prav znižala standarde.
pismo, ne vem, mogoče je bilo, sam se res ne spomnim, bom dala za vsak slučaj prsto, da sem vam zlagala. Nikoli nisem bil bolj zaljubljen v partnerja, kot je bil on vame. Jaz mislim, da sem bila. A ti? Jaz pa res nisem bila zaljubljena v nobenega svojega partnerja, tako da. Ok. No, super, še vsem si ti izgubil, ker si dal 5 prstov dol. Tako da, Džentlmenski. lahko prosim poveš še našim gledalcem, kje te lahko najdejo, kje lahko dobijo tvoje knjige, kdaj boš imel naslednjo kakšno predavanje, vse te stvari. Predavljamo danes čez 3 urce, že prvo, Opala. Ja. drugo čez Tu bomo pa zamudili. Ja. 5 ur, 6 ur. Knjige so na spletu, znanjezaživljenje.si. Okay. Na Facebooku zelo veliko pišemo na razne praktične vsebine, pa zelo sem pogosto tudi po Sloveniji, v raznih šolah, centrih, zavodih, društvih, podcastih. Tako da Ti cele dneve predavaš. pa precej hodim okrog, ja. Rad sklepetam. Tako da. Kako pa si pač prišel v ta line of work? Kako nekdo se s tem začne ukvarjati, ker ima potem predavanje o teh stvarih? Pa je vidiš, da nekaj funkcionira, pa naravno praviloma želiš malo podeliti še s kom Te drugim. ljudje tako da. sami kontaktirajo, ali ti njim pišeš, živijo, če bi želeli predavanje, ali kako to Včasih sami, včasih jaz pokličem, čisto odvisno. Okay. Pa si rajš v kakšnih šolah ali rajš s starejšimi? Nima delaš? veze, Vse. nima veze, kjerkoli. Ok, full love. Najljubša publika so mi društva kmečkih žena, ker so ljudje taki zelo preprosti, dobri, srčni, mili. Dober. Taki. Tako da najrajši med njih pride. Ja. Ok. Ja, najlepša hvala, da si Hvala si vzel enako. čas. Da ste se ve, da ste povabili, tako da Jaz z veseljem. uspešno še naprej posod, pa vse dobro do naslednjič. Hvala, enako. Enako. Hvala pa vam, ker ste zdržali do konca. Vse tisti, ki še zdaj gledate, upam, da ste tudi lajkali ta video, da ste že subskrbali. Če napišete še kakšen komentar, bomo pa še bolj vesele, ne? Ja, pa ne se preveč sekirati, povzemite si danes vrej. Pa pa! Adijo.